Nekaj več kot 2 leti je že minilo od poskusne 3-tedenske zapore Koroške ceste, ki je tedaj bila namenjena zgolj sprehajalcem. Zdaj pa občina zaradi ugodnih možnosti sofinanciranja v višini dobrih 2 milijonov evrov predvideva njeno popolno zaporo za tranzitni promet od krožišča pri tržnici do Starega mostu. Odločitev pri Listi kolesarjev in pešcev pozdravljajo. Bom rekel, gre za večplastno zadevo, nikakor ne gre za nek konflikt z tistimi ljudmi, ki se vozijo z osebnimi avtomobili, ampak časi se spreminjajo, mesto Maribor potrebuje nove oblike prometa, nove oblike ureditve javnega prostora. Moram reči, da smo zelo kritični glede trenutnih rešitev, kot naprimer tale, bom rekel, avtocesta po Lentu, ki je, moram reči, za podobo samega mesta katastrofalna. Mislim, da marsikdo bi rad imel drugačen Lent, drugače se sprehajal po Lentu. In tudi pomembno je, da projekt prenove glavnega trga Koroške in projekt Lenta grejo z roko v roki. Kljub dobronamernosti občine, da iz mestnega jedra umakne motorni promet in se tako zgleduje po ostalih evropskih mestih, imajo nekateri svetniki pri tem pomisleke. Če pridejo do ideje, da bi zaprli eno tako ulico, kot je Koroška, ja, na nek način se strinjam, da bi bila pešcona, ampak treba je razmišljati potem tudi nekako strateško, kako boš to nadomestil, zato ker promet se ne zmanjšuje. Ta projekt Park and Ride je še samo na papirju, ni še realiziran, da bi lahko na obrobju parkirali, pa potem z javnimi prevoznimi sredstvi šli v center. Tako da jaz mislim, da je to razmišljati samo o zaprtju Koroške ceste absolutno premalo. Svetniki so kljub pomislekom tako za las podprli projekt zaprtja ceste, ki bo na novo definiral mestno središče. Še več negodovanja pa je povzročilo domnevno politično kadrovanje pri zamenjavi člana v svet javnega zavoda za turizem Maribor, potem ko je iz njega odstopil Milan Razdevšek. Motilo nas je to, da je dotična stranka predlagala kandidata iz druge občine, iz občine Šentilj, ki po statutu in poslovniku ne more biti imenovan sa strani mestne občine Maribor. Potem se je postopek ponovil, ker se je čakalo, da ta stranka imenuje nekoga drugega. Sam sem proti takšnim preigravanjem strankarskim, morali bi gledati na strokovnost, kaj lahko ta oseba, ki nadomesti tega člana, doprinese mestu. Podžupan mestne občine Maribor vse očitke zavrača. In mi imamo v komisiji za mandatna vprašanja skupni dogovor, to je eno nepisano pravilo, da ko nekdo odstopi, da v tistem primeru ima predlagatelj tega, ki je odstopil, prednostno pravico pri imenovanju novega. V tem primeru je to bil SMC in smo dali SMC možnost, da imenuje oziroma predlaga drugega, koga je predlagal, smo ga imenovali in to je bilo to, vse je bilo normalno zglasovano. Zdaj pa dejstvo pa je, da tako kot meni svet tudi komisija za mandatna vprašanja politični organ. Vsaka odločitev je politična in to ni noben očitek, to je dejansko dejstvo. Podžupan Pelko vzroke za negodovanje nekaterih svetnikov vidi drugje. O tem niti dvomil, noben ni podvomil v mene te osebe. Bilo je več interesov, da je bil drugi imenovani, niso zadovoljni in nekateri člani komisije za mandatna vprašanja bi radi ena nepisana pravila upoštevali včasih, ko jim paše, ko jim pa ne paše, pa ga ne bi. To je vedno ista zgodba. Na koncu so svetniki potrdili tudi obnovo stare tribune Ljudskega vrta, četudi so v dokumentaciji naleteli na več napak. Ob prebiranju najnovejše dokumentacije so namreč zasledili napačno obračunan davek na dodano vrednost, kar so priznale tudi občinske strokovne službe. Svetniki so tako dokončno potrditev dokumenta prihranili za naslednjo sejo, ki bo sredi februarja.